Naslednja zanimivost je dejansko to, da zasledimo, da so časopisi izhajali in pokrivali mariborsko razstavo tako na Ptuju kot Celju, ne samo Mariboru in Ljubljani, predvsem pa da gre za 12 različnih hiš, torej ta pestrost, malo si že nakazal in mogoče še eno dodal, kdaj je prišlo do tega upada. Ja, mislim, da je tudi bistvena razlika z današnjim časom v tem, da neko razsojanje, neke ocene, neke analize, refleksije niso bile tako strogo povezane z tako imenovano stroko. Ker bi lahko po eni strani šteli kot nek handicap, ampak po drugi strani je bilo pa to pravzaprav za neko kulturno življenje pravzaprav dobrodošlo. Marsikdo je povedal svojo sodbo, marsikdaj so bile te sodbe tudi precej nenavadne, ali pa tudi povsem zgrešene, ampak je pa to dajalo neko dinamiko nekemu kulturnemu življenju in dostkrat so se, kot vidimo, kar neki lajki napisali te v časopis, dostkrat so sami slikari svoja dela kar z lastavim ocenami, ovrednotami in tako dalje. Skratka, to so neki parametri, ki so danes mogoče nesprejemljivi, ampak mislim, da je to bil čar nekega določenega obdobja in pravzaprav škoda, da ga več ni. Danes so pa to izolirane kritike, ki nekako obvisijo v zraku in zelo redko se sproži kakšna polemika in je to bolj ena suha akademska sfera, ki je mogoče malo preveč izolirana. A ste ta del preselil na splet? Ja, splet seveda ponuja zelo veliko možnosti, je pa seveda pogojen z vrsto težavami, namreč, kot dobro veš, že pri vsakem članku na levi strani piše čas branja minuta 29 sekund, ali pa 3 minute, ali pa 10 minut. Skratka, enostavno nima zapis na medmrežju, nima enakega vpliva, ali pa ima celo zelo zanemarljiv vpliv. Je bilo do študij, koliko ljudi prebere in določen članek do konca in so ti rezultati porazni. Skratka, zdaj, tudi če se pojavijo na spletu, morajo biti to pravzaprav zelo kratke in udarne ocene, zaradi tega, da jim bralec to prebere.